Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije AS. Danes v studiu gostimo predstavnika, oziroma predsednika, bolje rečeno, da ga ne bom takoj degradiral, Društva Cvenskih Čehov in Deklin, to je Tilen Stenko. Tilen, dobrodošel v našem studiu. Lep pozdrav. Gre za Društvo Cvenskih Čehov in Deklin. Da pojasnimo tiste, ki prleščine toliko ne obvladajo. Čehi so fantje, ja. Dekline so, ali pa puce bi lahko bile pri nas tudi, ne. Drugače pa imate široki če vam rečem cvenari, moram reči cvenari z širokim. Tako. No, toliko za dobrodošlico, da malo razbijava tudi tremo. Gre za društvo z zelo bogato tradicijo, z zelo bogato zgodovino, o tem bova danes govorila, ko boš Tilen predstavil vaše društvo. Gre pa pravzaprav za etnološko, kulturno društvo, ki ohranja stare običaje in navade. Je tako? Ja. Imamo tudi športne dogodke, soorganiziramo z športnim društvom Cven. Se udeležujemo raznih čistilnih akcij, sami priredimo kakšno zabavo, pa v velikem pomeni pa imamo ohranjanje tradicije, to je miklavževanje, obhod svetih Lucij oziroma Licije. Te imamo pokop Fašenka, ki bo naslednji teden. Potem imamo vizem, pokanje in kresovanje. Zraven tega, Tilen, pa seveda ohranjate še neke običaje, kot je recimo šranganje, ne, ali pa prodaja neveste, ki gre iz Cvena. Tudi to sem bil enkrat deležen pred mnogimi leti. Prav po zapisanih pravilih imate to tako, kot so delali naši predniki. Tako. Zdaj, zapiranje šrange sam se nisem velikokrat udeležil, ker se čedalje manj poroča, seveda. Je pa to v bistvu, da zapremo pot do neveste, katera prihaja iz Cvena. Ženin ni doma na Cvenu in Ni cvenar? Ni cvenar, ja. In jo potem prodate. Prodamo, ja. Svoj čas ta šranganja bila bolj, ali pa danes še ponekod to na vaseh poskušajo obuditi, bolj da fantje pride do nekega denarja, pa potem to vse skupaj zapijajo in tako naprej, ampak vi imate povsem druge namene. Mi imamo druge namene, ja. Mi ta denar v bistvu damo v skupni fond, se temu reče, ja. S katerega potem gremo na kakšne izlete, priredimo druženje za Cvenske Čehe in Dekline. Seveda, če pride kateri Čeh z druge vasi ali z mesta, je vedno dobrodošel. Dostikrat smo šli na paintball z tega denarja. V glavnem, druženje je v večjem pomenu. Poanta tudi tega. Tako. Zdaj naj ob tem povema, Tilen, da ne moreš priti pravzaprav, ne moreš se včlaniti v Društvo Cvenskih Čehov in Deklin, če nisi cvenar oziroma cvenarka. Je tako. Se pravi, imate malo zaprto društvo, ne? Se pravi, samo Cvenske Čehe in Dekline in še k temu mora biti Deklina in Čeh, kar pomeni, da sta ledik in fraj, se pravi, neporočeni. Ko se poročiš enkrat, zgubiš status v društvu. Je temu tako? Tako. Vi tudi kot predsednik, takoj preneha predsedniška funkcija oziroma članstvo, če se v tem trenutku Tilen morda poroči. Zanimiva stvar, sicer malce zapira vso zadevo, ne, bolj to je na neko kasto, vendar tako je nekoč bilo, ne, tako kot so bili cehi obrtniški, zaprti vsak vase, posamezni obrtniki, ne, tako ste vi to zadevo zaprli. Zaenkrat funkcionira. Zaenkrat funkcionirajo. In imate dovolj članstva, pravzaprav. Dovolj članstva je, sicer aktivnih članov je čedalje manj, oziroma današnja družba je pač bolj odprta. In nekoč je recimo bilo tako, da so se družili v večini samo cvenski fantje. Recimo naslednja vas Zmote fantje, z Krapja fantje in je bilo dejansko zaprto.
Danes pa imaš že socialna omrežja in imaš prijatelje z Ljubljane, z Maribora, z Ljutomera in se pač ta družba razporedi. Je sicer malo težje ohranjati te običaje, vendar se da. Se da. Takšnih društev bi si želeli več, ne? Ker je to nekaj specifičnega, ne nazadnje ohranjanje nekih kulturnih, vseživljenjskih, vsakdanjih običajev je seveda izrednega pomena za slovenstvo, za Prlekijo. In naj povem, da tukaj ste prinesli s sabo tudi nekaj stvari, da pravzaprav beležite dolgo let. Prvi zapis najdeni je iz leta 1929. Vendar obstajajo podatki, da se je začela zgodba o Cvenskih čajih in deklinah oziroma o vaših dejavnosti poprej. Tako, sega nekje 7 generacij nazaj, v katerih ni zapisov. Zapisamo samo, kot ste povedali, od leta 1929. In po 1929 smo redno začeli pisati v knjigo, oziroma so moji predniki že začeli pisati v knjigo. V knjigo se piše, v začetku se je pisalo o miklavževanju, kateri je bil parkelj, kateri je bil škof. Tukaj to piše tudi, ne? Tako. Ne? Kasneje pa še se je notri začelo zapisovati zapiranje oziroma postavljanje šrange, kdo je ženin, katera je nevesta. Botre, kumeki, ne? Kumike pa kumeki. Florjanovo oziroma Florjanovo. Pa še kakšna stvar. No, to je recimo zanimivo, sprva so čisto skope zapisi, ampak vedno imate zapisano. Recimo tu sem odprl leto 36, ne? Parkeljni za leto 1936. Kdo je bil školnik, tu celo piše poleg tega imena in priimka, da je bil zadnjikrat, kdo je bil škof, kdo je bil dekan, kdo je palico nosil škofu, ne? Zanimive reči, kdo so potem bili parkeljni in tako naprej, ne? Zgodba, ki obsega široko ekipo, morda vas široka javnost ravno pozna po miklaževanju oziroma po parkelji. Bili ste tudi v slovenskem parlamentu, našem, ne vem katerega leta, se ne spomnim, nisem šel iskat, da ste malo prestrašili, ne? To bi mogoče večkrat trebalo. No, prvi zapis pa je, tako kot Tilen ste dejali, iz leta 1929. In potem seveda se je to beležilo. Lucije recimo tudi piše, kot vi rečete, Licije, ne? Tale knjiga, ki jo bodo naše gledalke in gledalci tudi nekaj izseke videli, pa tudi zaobsega drugo kroniko. Ne samo te dogodke, pravzaprav kaj se je dogajalo, kar je zelo pomembno, kaj se je dogajalo na Cvenu, ne? Recimo, videl sem tam, da imate tudi z nekdanje rajnke Jugoslavije Titovo štafeto in tako naprej. Te stvari, ki so se pač dogajale. Mlada druščina in vedno znova pomlajujete tudi seveda kader, ki prihaja zraven, eden pa odhaja. Rekla sva, poročene mora biti. Predsednike menjujete, ne bomo rekli, na 4 leta, ampak ne vem, če je kjer bil 2 ali pa 3 mandate. Se je že zgodilo. Se je že zgodilo, da je bil dolgo časa, ne, pač neporočen, pa je morda takrat držal ali pa ona, ne. To se pravi skozi celo leto praktično, miklaževanje, ne, zdaj recimo pokop Fašenka, ne. Fašenka sledijo. Licije so še pred za miklaževanje, ne, recimo, ne, če koledarsko gledamo, ne. Te tradicionalne prireditve boste verjetno obdržali. Te bomo obdržali, seveda. Sicer Lucije oziroma Licije je odvisno, koliko oziroma večinoma nas študira oziroma hodijo v šolo in je zelo mala, zelo mala generacija je od leta 95 do danes, da bi lahko to obdržali in kako leto izpustimo. Odvisno, kakšna je pač udeležba. Imate pač binalno, ne, ali pa bienale, kot se tam reče, 2 leti, ne. Je pa res, da recimo dobro miklaževanje še, parkle še tudi vidimo, pač po različni konci Slovenije, malo drugačni obliki, ampak recimo Licino, ne, to pa je že tako redek običaj, da bi morda ga Tilen mogli razmišljati vsakoletno obdržali, ne. Tudi pokope Fašenkov, vidiš pa ne vidiš, svoj čas je to bila zelo aktualna zadeva, ne. Pokop Fašenka smo v bistvu
lanski 2 leti zaradi korone prekinili, ker enostavno se nismo mogli družiti, miklavževanje pa še vseeno ostalo. Neprekinjeno. Smo pač, nismo naredili dogodka, smo šli po vasi in smo otroke obdarovali. Bolj so nas videli skozi okna. Manj strahu je bilo. Ker so baje Cvenski park grozno. Grozni so, ja. Ja, grozni, no tako rekla. Tilen, Florjanovo, kaj počnete na ta stari običaj? Florjanovo ne, to pa je v bistvu sprejem mladih Čehov. Ko mladi Čeh dopolni 15-16 let, lahko pride med Cvenske Čehe. Zato pa ne moreš samo pristopiti pa priti v gasilski dom, ampak se moraš malo potruditi, moraš malo pokazati spoštovanja starejšim Čehom, moraš začeti pozdravljati, spoštovati tudi sovaščane in na to sledi en obred. Vsi sami morajo pripraviti kres, katerega na to vžgejo. Za dovoljenje nas morajo priti vprašati, če sploh lahko prižgejo kres. Hierarhija je tudi društvo. Ja. Tako pa. Ampak to je spoštovanje, ne? To je spoštovanje, ja. Tudi del kulturne dediščine, namreč učite jih spoštovati starejše, družbo kot takšno društvo, ne? Sicer danes je že pristop k društvu oziroma da si Florjanek, ni več tako kot nekdaj, da bi z veseljem pristopil, ampak je pač, da moraš, da je to nekaj navada. Ja. Da si del tega društva. Ne? Vidi se tudi na vašem, imate tele jaknice. Seveda v grb ste dali rakovico, ne? Ni rak, ampak je rakovica. Rakovica, ja. Ki je grb vasi Cvene. Ja. V bistvu nekoč je bilo več, grb je v bistvu predstavlja Cven, nekoč so bile jame oziroma gramoznice, s katerih so kopali gramoz, šoder. Sicer je teh jam manj, na Cvenu sta še samo 2, naj bi tam živele rakovice, pa veliko rib bi naj bilo. Ja, verjetno še danes tako. Ja, ribe bi še naj bile, rakovice pa že dolgo nisem videl. Tam, ja. Morda tisti, ki več zahajajo k vodi. Ja, Tilen, kaj bi še seveda želel povedati v imenu vaših društev? Številčno seveda društvo niha, kar se tiče, ker so tudi generacije, nekaj je več. Mislim, da se Slovenci zopet nekako nataliteto dvigujemo, kar pomeni, to je dober znak za vas. Vsekakor pa tudi znotraj krajevne skupnosti zaenkrat ne razmišljate, da bi vzeli kakšne druge fante. Zakaj? Ker je bilo svoj čas veliko rivalstvo. Ne? To je bilo zelo veliko rivalstvo. Tudi si iti po punco, po dekle, po bodočo nevesto v drugo vas, se mora marsikaj prestati. Ne? Doma je bilo nekako lažje. Ne? Ja, veliko uspeha. Naše gledalke in gledalci bodo seveda med tem najnim pogovorom so že videli tudi vašo knjigo. 3, ta, še ena pa eno, ki jo sedaj imate, pišete. Ne? In z rokopisom pisano, pač kdo je bil predsednik, kdo je bil kronist, tisti je pač zapisal. V bistvu ja, imamo pisca. Velikokrat je v knjigi sam predsednik pisal, mi pa smo si pač zbrali tistega, ki najlepše piše. Lepopis, da vsi lahko znajo prebrati. V šoli ni, ne? Ja. Jaz spoštljivostjo čuvajte te knjige, veliko bogatstvo so, ne, glede tega in seveda, Tilen, ob koncu hvala za obisk in pa držite Cvensko rakovico po koncu, ne, če imate kakšni prapor ali kaj podobnega, kakšno fano, mi rečemo, ne, pa seveda, da se ohranja ta kulturna, etnografska dediščina Prlekije. Hvala. Cenjeni gledalke in gledalci, to je bil pogovor s Tilenom Steinkom, predsednikom Cvenskih Čehov in Deklin. Cvenarji vas pozdravljajo, tako kot tudi jaz. Do prihodnjič, vse dobro in srečno.